Po uvedbi metode cepljenja z odmetavanjem vab se je število evidentiranih primerov stekline v Sloveniji drastično zmanjšalo. Podatki spremljanja stekline kažejo, da je izjemno učinkovita. Torej v Sloveniji mi praktično nimamo več pozitivnih lisic, kot smo jih imeli pred leti. Tisto nekaj pozitivnih, kar smo imeli, pa nam je prihajalo čez hrvaško mejo na ta del Štajerske. Ker so lani cepljenje začeli izvajati še na Hrvaškem, bo relativno hitro tudi ta nevarnost odpravljena, saj je v Sloveniji uspešnost tovrstnega cepljenja pri lisicah kar na 75%. To je vplivalo tudi na povečanje števila lisic, ki se je na območju Lovske zveze Maribor kljub povečanemu odvzemu že povzpelo na 3000. Če ni drugega odvzema, potem vpliva na populacijo bolezen znotraj te vrste. To so garje, ki dejansko poskrbijo po naravni poti za nekako stabilnost te populacije v naravi. Kljub popolnemu nadzoru pa cepljenje psov proti steklini ostaja, čeprav nameravajo frekvenco iz vsakoletne spremeniti na vsako drugo ali celo vsako tretje leto. Posebej pa priporočamo lastnikom mačk, da bi cepili mačke. Obveznega cepljenja zoper steklino ni predvideno pri mačkah, vendar je pametno, tudi če ni obvezno. Zaradi tega, ker so mačke pod bistveno manjšim nadzorom svojih lastnikov, kakor psi. Sicer pa je ob morebitnem stiku z vabo, v kateri je živ virus, potrebno mesto stika dobro izprati in umiti z milom ter nemudoma obiskati najbližjo ambulanto območnega zdravstvenega zavoda.